mi je malo žal, da je bila Barbara pred mano, ker se bom ponavljala. Govorila je zelo podobne stvari, kot sem jih jaz nameravala govoriti, ampak upam, da jih bom zapakirala malo drugače, tako da se bo vse malo razlikovale. Socialna država, malo sem razmišljala, kako naj danes govorim, pa sem se odločila, da ne bom govorila teh bazičnih stvari, pa vam govorila o odstotkih revščine pa tako naprej, ampak bolj naredila en tak premislek, kaj mislim, da je narobe in zakaj mislim, da socialna država gre k hudiču po svoje. No? Socialna država, za začetek mogoče samo to, socialne države ni, če ne plačujemo davkov. To je dejstvo. Se pravi, vsako izogibanje davkov zmanjšuje možnosti redistribucije. Socialna država ne deluje čisto nič drugače kot tako, da redistribuira. To je socialna država. Se pravi, da vzame iz neke vreče, kamor vsi participiramo in potem iz te vreče to razdeli, če banaliziram. Ampak socialna država je to. Seveda, kako to razdeli? Razdeli po nekih načelih, nekih moralnih principih, etičnih, o tem, kaj je prav in kaj je narobe. Se pravi, komu iz te vreče bo nekaj šlo, zato da bo ta človek imel ravno tako dostojno preživetje kot nekdo drug, ne? Če zelo poenostavim. No, ampak vendarle, vemo, da je socialna država pri nas bila upisana tudi v novo ustavo leta 1992, tako da očitno so se snovalk ni bilo zraven snovalci ustave takrat že na nek način zavedali, kaj bo pa sabo prinesel kapitalizem, kako se bojo povečale neke družbene neenakosti in da je vendarle potrebno zagotoviti, da te neenakosti ne bojo prevelike in da bojo ljudje še vedno imeli neko dostojno preživetje. Ampak danes se srečujemo seveda s tem, da imamo socialne države vedno manj. Ne? Če pogledate recimo te velike proteste, ki so bili pri nas pred parimi leti, potem boste videli, da je vsak ta drug ta velik plakat napisal, hočemo socialno državo, ne ukinite socialne države in tako naprej. Ne? Zelo velikrat jo ljudje v protestih omenjajo. Torej obstaja nek tak splošen občutek, da imamo socialne države premalo. Skratka, da izginja, da ni več skrbi države za dostojno preživetje ljudi. Država po drugi strani pa pravi, to sploh ni res, ne? Absolutno ni res. Mi imamo še vedno dosti dobro socialno državo, jo imamo dovolj in skrbimo za to, da ljudje preživijo. Kje je torej, zdaj moje bazično vprašanje je, kje so nesporazumi, ne? Zakaj imamo toliko nesporazumov? In na to imam 3 odgovore. Prvi je zelo podoben temu, kar je Barbara govorila. In sicer trdim to, da se je sistem, v katerem živimo, tako temeljito spremenil, da je zelo malo spomina na stare koncepte. Recimo to, kar je gospod Peršin govoril, ne, ko nas je spomnil na to, kako se je socializem razvijal in tako naprej. Zelo malo je spomina na to, kaj zares to pomeni. Zakaj? Zaradi tega, ker so države, ki prihajajo, ker so politike, ki se na nek način, kako se to reče, mainstream, ki se vključuje, ki se penetrirajo noter, kako? Ja, v glavni tok, ja, glavni tok politik, ki prihajajo iz EU, pomeni to, da se struktura, državna struktura ali pa struktura politik, v katerih mi živimo, že toliko temeljito spreminja, da tega niti ne opazimo. Bom dala primer socialne politike. Tako kot pravi Barbara, socialna politika ni podvržena regulativam EU-ja. EU je rekel, tako kot je že povedala, da si socialno politiko krojijo države same. Ne? Da je pa vendarle treba med sabo usklajevati, kako se usklajuje z odprto metodo koordinacije. Kaj to pomeni? To pomeni, da imate vi skupine ljudi iz držav, ne? Vsaka država ima enega ali pa več ljudi, ki na ravni EU-ja sedijo skupaj in snujejo enotne politike. In potem te politike vključujejo v politike svojih lastnih držav. To pomeni, da na jezik, ki ga uporabljamo in na politike, ki se tukaj izvajajo, niti nimamo, čeprav imamo ta občutek, ne, da jih lokalno krojimo, niti nimamo več vpliva, prihajajo od zunaj navznoter in spreminjajo našo mentaliteto, bi rekla. Zdaj, na kak način spreminjajo mentaliteto? Prva stvar je to, da spreminjajo besednjak, o katerem govorimo. Recimo,
Zelo popularno je danes govoriti o investicijski državi, ne več o socialni državi. Oni na EU-ju, na ravni EU-ju govorijo o investment state. S to investicijsko državo želijo slej ko prej spremeniti govor o socialni državi, ukiniti govor o socialni državi in ga nadomestiti. Smisel te investicijske države je, da je treba investirati v ljudi, ne? Ampak sam govor je pa ekonomističen. Se pravi, že razmišljamo o tem, v koga se splača investirati, koliko se splača investirati, kdo bo potem nam dobiček prinesel in tako naprej, ne. Drug recimo tak govor poleg investicijske države je zelo tipičen, je govor o aktivaciji, ne. O aktivacijskih politikah. Kaj so predpostavke aktivacijskih politik? Predpostavka aktivacijske politike je, da imamo pred sabo nekoga, ki ni aktiven. Je pasiven, se je navadil na svojo lastno situacijo, se je na nek način prilagodil na to situacijo in tako naprej in ga je treba z nekimi posebnimi prijemi malo spodbuditi, spodbost, da bo postal spet aktiven, ne. In še več je takih, pa recimo tudi govor o socialnem vključevanju, o katerem si ti govorila, ampak o tem bom malo kasneje. Posledica teh politik je te spremembe, neke zelo paradigmatske spremembe, ki se dogajajo na mentalitetnem nivoju, ne na nivoju politik, ampak o tem, kako mi danes medsebojna razmerja razmišljamo, ne samo kakšne politike imamo, je tudi pripeljalo do tega, da smo popolnoma podredili socialno politiko ekonomski politiki. Danes se strinjajo vsi s tem, da lahko porabimo toliko, kolikor imamo v denarnici. Kolikor je v denarnici, toliko denarja lahko porabite, ne. Vsi govorijo o gospodinjski logiki, vsaka gospodinja ve, da ne more zapraviti več, kot ima, ne. Seveda, jasno, da to ne drži, ne. Pustimo to, da ne moramo zasebnega gospodinjstva primerjati z ustrojem države, ne? Ampak država ima velik budžet, s katerim razpolaga, vprašanje je samo, kam ga distribuira in kako ga distribuira in komu in tako naprej, ne? In v tem smislu smo socialno politiko, ki je danes postala čisto drugotna politika, je postala v bistvu politika aktiviranja, politika vključevanja v trg in popolnoma podrejena ekonomski politiki. Danes mi ne vemo več, kaj hočemo doseči, kakšno kakovo življenja pri ljudeh hočemo doseči, kako mi mislimo, da dostojno življenje ljudje živijo, kakšno dostojno življenje ne živijo, zaradi tega, ker nimamo več avtonomne ekonomske politike. To sploh ni več agenda. Seveda so to jasno zelo nevarne ideje, ne, zaradi tega, ker individualizirajo probleme in tako naprej. Drug odgovor, ki ga imam na to vprašanje, zakaj ne vidimo več, da se socialna država temeljito spreminja, ali pa zakaj nekateri trdijo, da jo še vedno imamo, ne, čeprav večina misli, da je nimamo, je to, da so se socialne politike ravno z tem paradigmatskim premikom spremenile v nekaj, čemur jaz rečem vedenjski inženiring. Pravzaprav o tem je zelo veliko člankov napisanih, govorijo o arhitekturi izbire, o vedenjskem inženiringu, vedenjski ekonomiji celo, ne. Kaj s tem mislim? To, da se danes politike psihologizirajo, danes temeljne socialne politike temeljijo na psihologiji, bolj kot ne populistični psihologiji, ne več na recimo sociologiji, antropologiji in tako naprej. Namreč, zakaj gre? Socialne politike so usmerjene v spreminjanje ljudi in njihovega vedenja, več ali manj. Taka je recimo tipična taka politika, je politika aktivacije. Kaj reče politika aktivacije? Nekoga, ki je neprimeren, je treba za nekimi prijemi, za nekimi programi spremeniti v nekaj drugega, da bo bolj ustrezal času, v katerem živimo, ne. In teh vedenjskih inženiringov, teh politik, vedenjskih politik, imamo danes v socialni politiki večino, ne. Tudi recimo, ko smo spreminjali zakon o socialno-varstvenih prejemkih, če se spomnite, taki, ki je bil sprejet leta 2010, je temeljil na zelo veliko vedenjskih označevanj, pa osebnostnih označevanjih
ljudi, ne. Ljudje so goljufivi, recimo, ne, ljudje so pasivni, nočejo se nikamor premakniti, treba jih aktivirati, postajajo odvisni od socialnih prejemkov, zato jih je treba znižati in tako naprej, ne. Ampak te odvisni pomenijo odvisnost tako kot od droge, ne. Se pravi, nekdo, ki postane od nekega prejemka odvisen na podoben način kot od droge, ne more se skiniti dol iz tega, ne. Ko se enkrat tega navadiš, da zgor, ne moreš iti več dol, ne. Zato rabiš te politike, aktivacije, socialne programe in tako naprej, ki te bojo potem pomagali rešiti te odvisnosti, v kateri živiš. Tako da so v glavne postale socialne politike spreminjanja osebnosti. To ni slučajne. V Veliki Britaniji, recimo, imajo celo, je pri vladi ustanovljena skupina, ki se reče Behavioral Insights Team. Oni imajo poseben oddelek, zdaj je postal neodvisen, imeli so ga pa zelo dolg časa, poseben oddelek psihologov, analitikov, ki so razmišljali o tem, kako zdaj politike izvesti tako, da probleme individualizirajo, se pravi, da jih ne naredijo več strukturne, ampak da jih individualizirajo in kako prikazati te splošne socialne probleme kot problem posameznika, ne več kot strukturni problem. In seveda se je to zgodilo, ta individualizacija zgodila tudi s tem, da so najdli da so ljudi označili kot neprimerne in jih potem z raznimi prijemi popravljali. In to je bil tim, to so bili ljudje, ki so načrtovali strategije, vedenjske strategije za socialne in druge politike, ne. Zdaj so se privatizirali in menda zelo dobro služijo, ne. Zdaj, kam to v Angliji, če vzamem še primer Anglije, zelo priporočam, da greste gledati film Kena Loacha, ki je zdaj dobil zlato palmo, ne, zaradi tega, ker pokaže vse absurde aktivacijskih politik in socialnih politik zdajšnjega časa. Vse, od prve do zadnje, točno pove, kaj se s človekom dogaja. V kakšno stanje s takimi politikami ljudi prevedemo, kako danes ljudje zares živijo, ne. Saj pri nas so takih stvari, mislim, to se pri nas, ta individualizacija se pri nas vidi zelo dobro, recimo s temi ukrepi, eden od teh je ta, da nimajo več subvencij, ljudje nimajo več subvencij za profitna stanovanja, ne, za tiste, ki nimajo dovolj denarja, da si plača stanarino, so bile do zdaj subvencije, ki niso bile samo subvencije za neprofitna stanovanja, ampak tudi za profitna stanovanja. In zdaj so ukinjene, saj vemo, ne, ko se je občinam znižal denar in tako naprej. In tukaj odzadaj je neko neverjetno sprenevedanje, kot nekdo, ki je sprejel ta ukrep, ne, se je mogel sprenevedati, da imamo pri nas v Sloveniji dovolj velik stanovanjski trg, da vsak lahko dobi stanovanje na neprofitnem trgu. Verjamem, da če tega sprenevedanja ne bi bilo, človek ne bi mogel sprejeti tazga ukrepa. Ali pa recimo druga taka stvar je to, kar se je zdaj zgodilo s tistimi, ki so si sami plačevali to delovno dobo, ne. Mislim, vse to, ali pa vse je še več takih podobnih, ne, kjer gre v bistvu za tipične razredne ukrepe, za zelo razredne ukrepe, kjer se večina ukrepov zmanjševanja stroškov danes, ne, zgodi pri tistih, ki nimajo nobenega denarja in ki že tako težko živijo. Večina ukrepov je takih. Zakaj? Zaradi tega, ker večina ljudi temu sploh ne nasprotuje. Zakaj ne nasprotujejo? Zaradi tega, ker smo negativno označili ljudi brez denarja že do te mere, da vsi verjamejo, da so to lenuhi, da je to nekdo, ki si pač ne zasluži nobenega denarja, ki ni aktiven, ki noče hoditi v službo in tako naprej, zato si niti ne zasluži več državne pomoči, ne. No in še tretji odgovor, ki ga imam, je pa to, kar sem že prej začela govoriti, je pa ta novorek, ne, ta spremenjen vokabularij, ki ga imamo, v katerem razmišljamo in ki ga uporabljamo, ne.
ki je dodobra preokviril že državo, v kateri živimo. Bom dala pa samo dva primera, ki sta bolj izzivajoča za levico. Jaz sem mislila, da bo tukaj tudi več ljudi, ki so v mainstreamovski politiki, ne? Pa bi jim te primeri bolj prav prišli po moje kot vam, ampak jih nažalost ni. Dva primera, kjer jaz mislim, da se je ta novorek in da se je ta spremenjena percepcija tega, kako živimo in tako, dodobra prijela tudi levice. Levica ni rezistentna na te politike, recimo politika aktivacije in tako naprej, ne, se jim zdijo včasih čisto sprejemljivi. Dala bom pa dva primera. En je primer ostankov hrane, revščine in ostankov hrane, drug primer je pa primer tega, ali dati denarne dajatve v denarju ali pa v vavčerjih v naravi, ne. Namreč to, kar me je kar žalostilo, je bila ena debata, ki sem jo imela po Facebooku z levičarji, takrat, ko ko je Francija sprejela ta ukrep, da ne smejo trgovine več hrano stran metati, ampak jo morajo dati ljudem, ne, dobrodelnim organizacijam jih morajo dati, ne. In takrat je tudi levica zelo pozdravila ta ukrep, ne, da se hrane ne meče več stran in da se da revnim ljudem hrano, ne. Seveda, jaz se strinjam, da je dobro, da hrane ne mečemo stran, ampak zakaj jo moramo dati revnim? Zakaj dajemo, a je sprejemljivo, a je to sprejemljivo, da nekateri ljudje nimajo nikakršne pravice se hraniti v skladu z svojimi tradicijami, v skladu z lastnimi željami in v skladu z lastnimi izbirami, ampak morajo jesti hrano, ki jim jo nekdo podari. Pri tem se pa še dobro počuti, ko jim hrano podari, ne. Če je hrana, se pravi, če so ostanki, ker tle prihajamo do temeljnega moralnega, to je moralna dilema. Če je hrana dobra, če mi rečemo, da je hrana dobra, zakaj jo potem označimo kot ostanke hrane? Zakaj potem ni na voljo na policah v trgovini, kjer se jo vsi lahko kupijo, če je dobra? Če pa ni več dobra, če ne more več ostati na polici v trgovini, potem pa ni več dobra. Zakaj je potem dobra za revne, za ostale pa ne? Kako se mi lahko dobro počutimo, ko ostanke hrane dajemo nekomu drugemu, sami imamo pa na nek način neke male zadržke pri tem, da bi jo sami pojedali, ne? To je temeljno vprašanje družbenih neenakosti, kako nekoga tretiramo. Torej, a je ta ukrep Francije dober ukrep? Seveda, pustimo to, da danes so najhitreje naraščajoče korporacije banke hrane, da je danes postal ta food waste ogromen biznis, da se iz tega dela blazno velik biznis. No, to je prva dilema, ne, s katero se jaz absolutno ne strinjam, čeprav se strinjam, da če je hrana v redu, da jo je treba pojesti in da hrane ne smemo stran metati, ne, da se tle se vsi strinjamo, ne. Ampak če je v redu, potem mora biti dostopna vsem, potem se ne smemo več sprenevedati, da ima nek rok trajanja, pa da v nekem času ni več dobra. Če pa ni več dobra, pa ni več za nobenega. Še najmanj pa za revne, zaradi tega, ker morajo ljudje obdržati svoje dostojanstvo. Biti odvisen od ostanka je za dostojanstvo človeka poguba. Že tako morajo jesti, poglejte, pakete hrane, ne, ki jih dobivajo revni ljudje, to je bel riž, pa bel cukor, pa bela moka, ne. Pa govorijo, zadnji sem poslušala nekoga iz Inštituta za varovanje zdravja, ne, ki je rekel, problem revnih je, da imajo dieto slabo, ne, da se ne hranijo dobro. Super, ne. No, druga je pa drug primer je pa, okoli UTD-ja sem slišala, pa ne bi rada začela to debato o UTD-ju, ne, ampak sem slišala tudi nekatere ljudi iz levice, ki so rekli, ne, treba je dati v vavčerjih, ne pa v denarju, ne. Se pravi, če bi dajali UTD, je treba dati vavčer za izobraževanje, pa za ostalo, ne pa v denarju. Se pravi, nekdo si vzame pravico, da moralizira okoli tega, kdo lahko porabi denar za kaj.
Pri tem, da ima večina ljudi popolno avtonomijo, ne, da ta denar porabi za karkoli, denar je zaslužila, lahko denar porabi za karkoli. Ljudje, ki pa denarja nimajo, ampak ga dobijo preko redistribucije ali v obliki denarnih dajatev ali pa v obliki kakršnikoli že, ne, pa te avtonomije ne smejo imeti. Zakaj tako razmišljamo? Zakaj ne smejo imeti avtonomije? Zaradi tega, ker smo že ukorporirali nek pejorativen odnos do revnih. Mi smo že do njih skeptični. Oni ne zapravijo denarja v redu, revni so zaradi tega, ker ne znajo z denarjem delati. Če ne znajo z denarjem delati, potem mi denarja ne smemo dati, pa je boljše, da jim damo vavčarje za to, da bojo šli vsaj se izobraževati, pa če bojo dobro izobraženi, bojo pa enkrat lahko prišli tudi do svojega denarja in tako naprej, ne. Zato, ker mi že tako razmišljamo, ker imamo že ta slabšalni odnos, to sumničavost do nekoga imamo že inkorporirano, ne. Zato se mi zdi, da je pot iz tega sistema, v katerem smo, v bistvu težja, kot se na prvi pogled zdi, ne. Ne gre samo za to, da neko politiko začneš delati, ampak moraš začeti spet ponovno spreminjati mentalitete. Hvala.